Tako, torej potem se pa začne ta pomemben prehod v individualizem, torej v oranžno stopnjo, osvobajanje, demokratizacija in ko se osvobodimo, vsakdo ugleda, wow, pa se jaz nisem samo del neke skupnosti, jaz sem posameznik, jaz lahko napredujem, se izobrazim, postanem ne vem kaj, zgradim kariero, si zgradim hišo, kupim en kup enih stvari, grem na dopust. Fantastično. Ne? In to je ta oranžna raven. In velik del zahodnega sveta, pa tudi že drugod po svetu grejo v to smer, ne? S tem, da tudi ta raven se počasi izpoje. In nekateri ljudje začnejo razmišljati, kako bi bil jaz še bolj uspešen. In začne se to neko razmišljanje, to recimo New Age-ovsko, kako biti bolj uspešen, kako biti bolj srečen, kako, ne vem, eni ljudje pa doživijo tudi neke krize, ne vem, zbolijo ali kaj takega, ne, in nenadoma odkrijajo duhovnost, ne. Torej, potem pride do zelene ravni, zelena kot ekološka barva, zelenje in tako naprej, ki je pa raven, in to so prej že govorila, ne, ko gremo spet proti nekemu kolektivizmu, ki pa sedaj, ko smo že enkrat oblikovani individuumi, ne bomo več funkcionirali na isti kolektivistični način, kot, ne vem, za cajta Franca Jožefa, ali pa kot tisti 25. maj tam v Beogradu, nekaj je bilo 1000 ljudi tam, ki so nekaj mahali, tega ne bo več nikoli, ne? Ker zdaj smo individuumi. Torej, ampak, če smo pretekmovali, sedaj sodelujemo. Pomembna je socialna demokracija. Pomembno je znanje, duhovnost, povezovanje. Ljudje hodijo delati bolj zato, da se kaj učijo in da so sprejeti s strani sodelavcev neke organizacije, podjetja, skupnega in tako naprej. To je ta težava, recimo, če je težava oranžne materializem, ne, in preveč grebenja in ne upoštevajoč naravo ali karkoli drugega, ne, je težava zelene politična korektnost in nek krč, kjer ne smemo nič reči čez nobenega. Vse poznamo politično korektnost, iz ZDA in, ne vem, na kampusih, ne, so zelo občutljivost. Ja. Občutljivost, ne. Tako. In potem... Jonathan Haidt, poznaš? Ne. Isto sociolog, The Coddling of the American Mind je napisal, ne, in je prav opisal ta trend tega, kako ljudje vedno bolj sploh na ameriških kampusih postajajo, tako kot sem prej omenil, ne šibki, ampak zelo občutljivi. Tako. In zakaj pride do te občutljivosti? Ne zaradi vzgoje, ne, ker se ujčka v bistvu otroke precej, tako kot si rekel, kako mama kontrolira otroka, ne. V bistvu ga ščiti pred zunanjim svetom drastično in pol ta posameznik ni sposoben funkcionirati v realnem svetu. Tako, ne. To je gotovo res, je pa tudi res naslednja stvar, ne? Potem to privede, da se ta človek razvije do stopnje, torej po tej Susan Kugrojterjevi je torej to 4,5 stopnja, na tej stopni pa ljudje niso še sposobni vzpostavljati razlik, ne vejo, kjer glas je pomembnejši od kjerga in niso dobro sposobni upravljati še z dvoumnostmi in s paradoksi. To se pa potem odpravi na naslednji, na 5. stopni. No in zdaj greva na 5. Ne? Torej, tudi zelena stopnja je na neki točki konec, počasi ljudje jim začne, nekako bi lahko rekli, tudi presedati ta politična korektnost. In ja, še to, za zeleno stopnjo je pomembno ukvarjanje s sabo, ukvarjanje s sabo, neprestano s sabo, samo počasi in zatekene v iluzije, ne, se pravi, nekdo ti nekaj reče, ne vem, enkrat sem gledal en dober dokumentarc o New Agerih iz ZDA, ne, sodobni New Age, prav zadnjih par let, ne vem, je kazala eno punco, ki govori, da smo prišli na zemljo kot neki... Nezemljani? Ja, da kot neki kuščari nekaj tazga, ne? Ja. In eni recimo verjamejo temu, ne? Tako, mislim, polno nekih takih reči, torej to je zatekanje v neke iluzije, ne? Torej, na naslednji stopni, 5. od zelene do 5. oziroma rumene stopnje, se zgodi pa bistven preskok.
torej preskočimo na tako imenovani dvotirni razvoj. Namreč to razlika, ki se zgodi od zelene do rumene stopnje, je največja od vseh razlik oziroma prehodov med stopnjami do sedaj, ne? In za njo je potrebno pravzaprav neke vrste razsvetljenje. Jaz mislim, da Ewald Flieser v knjigi Čarovnikov vajenec opisuje to muko, ko si na zeledni oziroma 4,5 stopni in potem proti koncu knjige se mu zgodi ta prehod, neko razsvetljenje in prešalta na 5. In to je neka resnično nova stopnja, neka nova dimenzija, ki je pa v bistvu povratek k normalnosti. Če smo prej z tiste vijolične padli v rdečo, bil si padec pred 6000 leti, ne? Takrat se je to začelo, se je nadaljevalo po svetu, nekje smo rekli, da ni še jih doseglo. Pa preidemo sedaj na normalo. Prvič v zgodovini. In 5. stopnja, takrat na tej stopnji je značilno, da se ljudem odprejo latentne mentalne sposobnosti. Ljudje na tej stopnji so sposobni izjemno kreativno razmišljati, to so kreativni ljudje, povezovati, en moment se pogovarjaš, od delnic z njimi, drugi moment od filozofije, četrti moment od biznis, medicine ali karkoli, politike, torej in zelo povezujejo in zlahka najdejo rešitve. In ti ljudje, za njih velja, da je njihov mentalni prostor večji kot seštevek vseh prejšnjih. In ti ljudje so sposobni govoriti na vseh stopnjah prejšnjih v njihovem jeziku. Namreč vsak človek... Prilagodljivi so. Ja, ampak glede na stopnje. Vse vidijo, ne? Ja. Torej, strašno se odpre mentalni prostor. Namreč vsaka prejšnja stopnja govori samo o jeziku tiste stopnje. Ne vem, če si na oranžni, je zate važno, služba, plača, avto, hiša, počitnice, če greš na počitnice, greš v kakšen drag hotel, ne pa te ne zanima toliko svet in to. Te ne zanima niti Bog, niti duhovnost, ti ljudje so, Bog iz plavanja ali pa duhovnost iz zelene, ali pa ljudje na modri, važna vera, Bog in tako naprej, gremo maše in to. Sedaj ti ljudje pa vsakim od teh lahko govorijo v njihovem jeziku. In torej opis te rumene je zelo dolg, jaz ne moram tukaj pa je najbolj zanimivo. Ja, je izjemno zanimiva in tukaj se vzpostavljajo neki zelo dobri odnosi tudi med ljudmi, čeprav je to individualistična raven. Ti ljudje pridobijo tudi sistemski pogled. Torej, se vemo, recimo delavci v podjetju gledajo samo iz svojega delovnega mesta, kaj bom jaz dobil od podjetja in tako naprej. Ti ljudje pa gledajo že na podjetje, na državo, na svet sistemsko. Vesolje, ja. Dobro. In, potem pa stvar je v temu, torej spiralna dinamika predstavlja tako, da na naslednjo stopnjo, ki je pa turkizna, da bomo prišli sem šele z izjemnim s porastom količine težav na svetu. Torej, težave, katastrofe bojo postale tako velikih magnitud, da individualisti na rumeni ravni jih ne bodo mogli reševati in bo potreben turkizen to je recimo 5. do 6. stopnja. To so pa ljudje, ki postanejo spet kolektivisti in za njih je značilno pa to, da niti ne več dosti razmišljajo, ampak nekako kar čutijo, kako so stvari. In zmenijo se, brez dosti se pogovarjati, kar vsi nekako vemo, zakaj se gre, kar rešimo. Ja, kaj smo skupaj. Ko smo govorili o tej stopnji, je prišel, je videl, da se o njem pogovarjava. Klele pes od spodaj, ne vem, če se vidi na kadru. Malo se hecam. Vse razume, brez da kaj govori. Ja, psi eni znajo
jaz sem imel tudi enkrat psa, ki je dejansko funkcioniral optimalno, brez kakršnih koli, mislim, on je kar vedel, kaj je treba. Mislim, to je nekaj nevrednega. Ne? Ja. Sigurno se lahko kaj naučimo od nam sicer nižjih vrst, kakor dostakrat rečemo. Ne? No, in vidi, zdaj mogoče bi se še to omenil, ne? Zdaj, ko so prišli do turkizne, ne? Torej, in turkizni ljudje so zelo povezani z realnostjo, s svetom, pomembnejše kot karkoli delati na tem svetu je skrbeti za naravo, za svet, za ne vem, to, ne. In dejansko verjetno bomo prišli do točke, ko bo dosti ljudi moral skrbeti za razne živalske vrste, da bojo preživele, za razna okolja in tako dalje, ne. In ti ljudje so pa ponovno nekako skrbniki sveta in ponovno nekako funkcionirajo kot oni na vijolični ravni. Ne? Torej, ti ljudje plemenski, ki živijo na plemenski način. Ne? Mogoče to. Zdaj, Susan Kogrojterjeva opisuje še 6. raven, ne, ki bi mogoče bila primerljiva s ravnjo 7, misliš? Ne, 6. To, 5. do 6. je torej ta... 5. do 6. Okay. Torej, spiralna dinamika pa koralne, torej dala je že ime na naslednji ravni, ampak še ni opisana. To bi bila pa 6. Ne. To so pa v bistvu nekako, recimo, razsveteni ljudje, ki sem še daleč od tega, ne, tudi težko opisujem. Tako, kot sva rekla, težko je ljudem iz nižjih stopenj razumeti višjo. Ja. In mi oba klebova verjetno težko. Jaz priznam, jaz v prvem izvodu moje knjige, zadnjih 2 stopenj tudi prevesti jih nisem mogel.